Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in dragi gledalci. Dobrodošli v oddaji Dan spomina na mrtve. V času, ki nam je namenjen, se bomo spominjali vseh tistih, ki jih ni več med nami, ostajajo pa v naših mislih in srcih. Dan spomina na mrtve v različnih državah različno preživimo. V Sloveniji se odpravimo na pokopališča, v cerkve in na spominske slovesnosti, ki potekajo umirjeno kot izraz spoštovanja do umrlih. Mnoge druge kulture pa slavijo ta dan in se veselijo ob glasbi, hrani in pijači, saj mnogo kje velja, da je pokojnik odšel v lepši in boljši svet. Spomnimo se torej tudi mi srečnih časov, ko so bili naši ljubljeni še z nami in se veselimo vsakega trenutka, ki smo ga preživeli skupaj z njimi na tem svetu. Če boste ostali v naši družbi, boste izvedeli nekaj o zgodovini in izvoru praznika vseh svetih. Popeljali vas bomo tudi v rimsko nekropolo, ki je staro grobišče Rimljanov. Obiskali bomo tudi zadnja počivališča nekaterih znanih in priljubljenih osebnosti slovenskega naroda in še o čem bo tekla beseda. Zato vabljeni, da ostanete z nami. Nahajamo se v Ljubnem na Gorenjskem, z mano pa gospod župnik Pavle Juhant. Pozdravljeni. Bog daj. Pavle, če greva najprej čisto na začetku, daleč nazaj v zgodovino. Namreč praznik vseh svetih so katoličani praznovali včasih 13. maja. Ja, to je bilo potem uradno, je papež Gregor IV. Pa še prej Gregor III. Postavil ta datum v začetku 8. stoletja. Se pa bolj je važna vsebina kot datumi. Razvijal se je že prej tako kot praznik spomina na mučencev, s katerih je cerkev rasla v prvih 3 stoletjih. Slavili so moč Kristovega vstajenja v Kristusu samem, potem v vernikih, posebej pa v tistih, ki so bili za vero pripravljeni dati svoje življenje v fizičnem, pa tudi v duhovnem smislu. Tako da ta praznik je cerkev pravoslavna obhajala že v 4. stoletju. O tem govori Janez Krizostom, potem Janez Zlatousti. Obhajali so ga pa vsebinsko vezano na dogodek Kristusovega vstajenja, se pravi 8. dan po binkoštih. Ali pa tudi kot pripravo na binkošti še prej, z molitvijo, postom, pa s pripravo na tisto veselje, ki ga vse stvarstvo čakamo, preobrazbo novega neba in nove zemlje, cilj vsega tega je pa Jeruzalem. Časovni pa večni. Zakaj v katoliški cerkvi drugače praznujemo ta praznik, kot na primer v pravoslavni ali pa v evangeličanski? V pravoslavni smo si bratje in sestre, imamo samo časovno razliko dobrih 14 dni. Vsebina je ista, celo do leta 1054 smo bili pod istim okriljem, z isto vsebino. Združevali so nas iste prazniki, tu ni bilo nobene razlike. Evangeličani so pa kasneje odstopili od tega praznika vseh svetnikov, ker pač ne častijo to moč Kristusa v ljudeh, pustijo to pri miru, ampak s tem ni vsebinsko spet nobene razlike. Zgled jim je Kristus, slavijo Kristusovo zmago nad smrtjo. Zagledani so ravno tako v obljube prihodnega veka, se pravi Jeruzalema, ki prihaja z močjo in slavo. Živijo pa prav tako iz Božje besede. Tako da, kar se tiče nauka, v osnovi ni. Priznavajo trojico in vse to je pa združeno potem v poveličevanju slavi svetnikov, ki ne jemlje čas Bogu, ampak imajo na nek način so nam za zgled, so nam za priprošnjo, pa za poživitev tudi dimenziji vere, ki je še v času in prostoru.
Zakaj poimenovanje 1. novembra vsi sveti oziroma praznik vseh svetnikov? Se pravi, 1. november je bil samo postavljen strani papeža Gregorja IV. Prej so to obhajali 13. maja, še pod Gregorjem III. Oziroma še prej pa je papež Bonifacij leta 609 dobil v dar Panteon v Rimu. In tam so potem obhajali praznik, posvetil je v čas Panteon Kristusu odrešeniku, njegovi materi, apostolom, močencem in vsem svetnikom. Do takrat še niso bili omenjeni, potem se je pa ta praznik izoblikoval na podlagi množic, ki so prihajale 13. maja v Rim v 8. in 9. stoletju. In potem je pa pač bilo, da je ta papež Gregor IV. Prestavil ta datum na 1. maja in zaukazal pač cerkvi v Solnini se na ta dan praznuje občestvo vseh, ki so pridruženi temu procesu odrešenja Kristusu, Božji materi, zgledu močencev in pa potem tudi vseh svetnikov. Sprav, da vsi svetniki kot taki, se je še prvi proglašen svetnik je bil šele sveti Urh, okoli leta 1000. Ne. Prej so se pa zgrinjale množice pač v čaščenje svetnikov kot pri prošnji, ampak kot spomin vseh tistih, ki verujejo v Kristusa in imajo za cilj romanja nebeški Jeruzalem. Kako so se rituali spreminjali skozi čas? Verjetno so se spremenili. V bistvu nič. To je bilo vse izhajalo iz Kristusove daritve, pravi iz mašne daritve, potem iz moči molitve, ki se pa potem nanaša na čaščenje Boga, na čaščenje Božje matere in pa svetnikov, ki smrtjo niso izgubili bivanja, se pravi v Bogu obstajajo na veke, v času smo pa vsi bežno. Vsebina je pa tista, ki je presežna za vse čase in prostore. Se pravi, človek ima v sebi tisto v sebi, kar mu Bog podarja iz samega sebe. Iz svoje večnosti nam daje obljubo večnosti, ki pa smrtjo ne preneha. Kaj pa pomeni ritual prinašanja sveč in cvetja na grobove? Se pravi, še tudi v prvih stoletjih so še tudi delno kristjani prevzeli, so se zbirali na grobovih mučencev. To so bile katakombe, tam so bile mašne daritve, tam so bile molitve, tam so se celo skrivali pred preganjani. Kasneje so tudi še pravoslavci, tudi danes, še celo prinašajo na grob hrano, se družijo, molijo, se dobivajo, potem so se upravljale molitve včasih 9. dan, potem 7. dan, 30. dan, kar je še zmeraj navezano na praznik vseh vernih rajnih, ki se dopolnjuje s praznikom svetnikov. Gre za pač tudi eno tisto zemeljsko, lahko rečemo, tudi pri drugih kulturah imamo to, da se dobivajo na grobovih, da se uživa obred, da se hrana použiva. Gre za misel, da je smrtjo ni vsega konc, tudi pri vseh drugih kulturah. To je en odsev te resničnosti. Bog je vse ustvaril za bivanje, smrt ni po njegovi zamisli, ne kusijo, kateri so njegovi. Tu gre tudi za sporočilo novega človeka, prerojenja stvarstva, pa potem, če ste ostali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, ker je Kristus sedeč na Božji desnici. Se pravi, dvignemo duha, zemlja ni cilj, zemeljski cilji so minljivi, nebeški so pa dosegljivi, čeprav ne na lahek način. Sveti Avguštin je rekel, če so zmogli ti, pa ti, boš tudi ti. In je šel v borbo za to, da je v sebi dvignil duha, pozabil na staro prakso, na greh in se izročil v milosti, ki človeka prerodi. Je cerkveni obred na ta dan kaj drugačen? Maše so slovesne. V Barilih se spomnimo ravno te preobrazbe stvarstva, ki bo prišlo v vzmočju angelov. Vsi ti obredi so zmeri tudi v celem cerkvenem letu so tako, da se v bistvu spominjajo
adventni čas, čas obljube proroka Izaija, napovedanje Kristusovo rojstvo, potem je priprava advent, Božič, po Božiču je spet malo čas med letom, potem je priprava na veliko noč, na te dogodke, ki so išli, ki so bili spet po prorokih napisani od trpljenja do smrti, do vstajenja, potem pa cerkev to vse ponavzoči in praznik vseh svetnikov je zmeraj konec cerkvenega leta, ker je vsebinsko tako postavljen, da se tudi stvarstvo samo bo ob koncu časa prevedeno pred sodni stol najvišjega. Ne? Naša človeška sodišča bodo šla v prah in pepel in sodniki v red. Zato jih neč absolutno ne smemo imeti. Absolutnega češčenja človeka ni. Tukaj je potem Bog, čeprav križan, ostali od mrtvih, ponižan, pa kljub temu daje človeku vsem, ki so na robu, ki so ponižani, ki so opeharjeni za dostojanstvo, upanje, ki z Božjo pomočjo nikoli ne ugasne, niti smrtjo. Najlepša hvala za pojasnilo, gospod Pavle. Morda za konec še vaša duhovna misel. Edino, kar se cerkev napaja, je ravno to. Obljuba nesmrtnosti, ki jo iščemo povsod, ne? Danes svet vidiš, od športa do malikovanja, denarja, kakor pravi ta papež, moči, kar je povezano z njim, ampak to so vse zemeljski cilji in človek bi vse dosegel, hrepeni po bivanju, ampak to je pa onkraj, pa tukaj hkrati. Brez križa ni zveličanja, je pa skozi to je pa luč, življenje in mir in veselje nebeškega Jeruzalema. Zato ne prižigamo sveč na dan mrtvih, ampak na praznike vseh svetnikov. Odpravili pa smo se tudi na grobova dveh naših narodno-zabavnih legend, Slavka Avsenika in Lojzeta Slaka. Nahajamo se na Gorenjskem, natančneje v Begunjah na Gorenjskem, kjer je živel in ustvarjal naš legendarni Slavko Avsenik. Ko človek omeni Begunje na Gorenjskem, se takoj spomnimo na legendarnega Slavka Avsenika, ki je tam živel in kjer ima tudi zadnje počivališče. Pokopali so ga z državnimi in vojaškimi častmi, na zadnjo pot pa so ga pospremili tisoči, ne samo iz Slovenije, temveč tudi iz tujine, kjer je bil priljubljen in cenjen. Od njega so se poslovili vnuk Sašo s svojim ansamblom, orkester slovenske policije in slovenski oktet. Na pogrebu je govoril tudi predsednik Pahor, ki je dejal: "Danes žaluje ves slovenski svet. Umrl je pesnik slovenske duše Slavko Avsenik. Toda to ni slovo, je tih in veličansten pozdrav, je srečanje, čeprav tako zelo žalostno. Je tiha in iskrena izpoved hvaležnosti. Gotovo je nekje kraj, kamor so poklicani dobri ljudje. Če so to nebesa, je Slavko Avsenik tam." Slavila ga je Dolenjska in slavila ga je vsa Slovenija. Bil je ljudski godec, ki se je zapisal v srca ljudi že zelo zgodaj. Slak je ustvaril novo glasbeno smer z ljudskim instrumentom, diatonično harmoniko, in je hkrati avtor diatonične harmonike, kakršno poznamo danes. Nekaj njegovih pesmi je ponarodelo že za časa njegovega življenja. Ni Slovenca, ki ne bi znal pesmi, kot so V dolini tihi, Čebelar, Deželica sonca in grozdja in mnoge druge. Lojze Slak je umrl 29. septembra 2011. Za njim so žalovali mnogi, pa vendar, kot je dejal njegov prijatelj Slavko Podboj, godec godcev ni odšel, v dolini tihi bo živel. In med vinogradi svoje ljubljene Trške gore dodajamo mi.
lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas v šempetrski antični nekropoli. To je eden izmed najlepših ostankov rimske dobe pri nas na Slovenskem in hkrati tudi po ohranjenosti in očuvanosti eden lepših ostankov v centralnem evropskem prostoru. Tukaj se v parkovni obliki v muzeju, v parku na prostem nahajajo mogočni spomeniki, nekoč nagrobni spomeniki bogatih rodbin Celeje in pa okolice. Tukaj srečamo grobnice celjskega župana, celjskega edila, tudi mešane zakone med Keltom in Rimljanko oziroma obratno. So pa to eden, da še enkrat poudarim, lepših ostankov tistega obdobja. Na spomenikih se nahajajo tudi prekrasni reliefi grške mitologije. Tukaj srečamo Herkula in Alkestido, tukaj srečamo Evropo in njeno nesmrtno lepoto. Skratka, vabljeni na ogled, kajti to je res eden lepših ostankov in edinstven v slovenskem prostoru. V Šempetru, v Savinjski dolini, so tukaj na prostem prva, najstarejša grobnica celjskega edila, Gaja Vindonija in njegove najzvestejše žene. In na njem prekrasna, čudovita zgodba o najzvestejši Alkestidi, ker se je pač žrtvovala za svojega moža, Herkul potem kot nagrada pripelje nazaj v življenje. Potem imamo najmogočnejšo grobnico spektacijev celjskih županov. Nažalost so njihovi kipci ostali brez glav. To je pač posledica, ker so se ti spomeniki že v 3. stoletju našega štetja zrušili v staro strugo reke Savinje in hkrati na ta način tudi ohranili. Kajti če ne bi ležali toliko let globoko zakopani pod zemljo, jih najbrž danes ne bi mogli več občudovati. Potem pa je še najlepša, in sicer Enijeva grobnica, na katero smo seveda vsi ponosni. Grobnica s čudovito zgodbo in tragično zgodbo tudi družine Enijcev, ki so grobnico posvetili ob smrti svoje komaj 17-letne Kalendine. Njej v čast pa dali izdelati čudoviti relief Evrope in Zeusa. Prekrasna zgodba, Zeus, očaran nad lepoto Evrope, se spremeni v bika, spusti na zemljo in Evropa, očarana nad lepoto Zeusa, kajti spremenil se v čudovitega belega bika z zlatimi rogovi, se mu približa, mu sede na hrbet. Ko pa jo zajaše, se Zeus s tem prijetnim vremenom požene v morske valove in Evropo ugrabi. In trenutek, ravno ta trenutek njene ugrabitve je prikazan na tem našem mogočnem spomeniku. In hkrati simbolika, češ, tako kot je Zeus ugrabil to prekrasno mladenko, je tudi smrt, nažalost, prezgodaj ugrabila njihovo mlado hči, ki je zapustila to življenje v komaj 17 let starosti. Morda so si pa vsi lastniki teh grobnic želeli postati nesmrtni. Konec koncev, če si zgradiš 8 metrov in več visoko grobnico
je na prvem mestu želja po nesmrtnosti, kaj ne? V obdobju 2000 let nazaj, v obdobju Rimljanov in Keltov na naših tleh, so na smrt gledali drugače. Iz reliefov, ki krasijo te naše grobnice, lahko sklepamo, da je bila za njih smrt neke vrste meja med duše ali pa prehod duše v neke druge lepše regione. V glavnem so svoje umrle upepeljevali, zato so tudi pokopavali, oziroma mesta mrtvih, nekropole so bile vedno izven mestnega obzidja. Dneve mrtvih, kot jih mi dan današnji poznamo, oziroma praznike, ko so slavili svoje duše pokojnikov, pa so imeli večkrat v letu. Takrat so se zbrali na pokopališču, nekaj dobrega pojedli, nekaj malega pa tudi pustili za duhove umrlih. Vljudno vabljeni, da nas obiščete v tem prekrasnem parku. Sedaj, v novembru, bomo počasi zaključili sezono, ampak par dni bomo še imeli odprto, tako da pokličite nas. Odprijalni čas pa je sicer od aprila pa do konca meseca septembra, prav vsak dan, 7 dni v tednu, v oktobru pa smo tukaj ob koncih tedna. Vabljeni. Pot me je vodila tudi v Tržič, kjer je živel in izgubil boj za hrbtno boleznijo naš glasbeni prijatelj Tomaž Ahačič-Fogl. Slovenija je majhna in slej ko prej se glasbeniki srečamo. Spomnim se najinega srečanja 20 in še nekaj let nazaj. Takrat je bil pevec skupine Abrakadabra. Kako dober pevec, sem pomislila, hkrati pa je bil tudi prijazen in dostopen fant. Že takrat sem menila, da si zasluži širšo prepoznavnost, ki jo je kasneje delno dosegel s skupino Juho Banda, širša Slovenija pa ga je spoznala šele, ko se je pojavil v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Ne bomo pozabili njegovih odličnih preobrazb, še posebej sta izstopali dve. Za njegovo imitacijo Majde Sepe se je zdelo, kot da bi Majda ponovno zaživela, vsi pa smo ostali odprtih ust, ko je zapel Luciana Pavarotija. Res je bil pravi slavček, ki pa mu žal usoda ni podelila dobrih kart. Rdečo rožo utrgal bom zate in zavriskal bom tvoje ime. Branko Jovanovič Brendi. Bil je moj bližnji prijatelj, zato je bilo slovo še toliko težje. Kako šokirani smo bili 19. junija 2011, ko smo izvedeli, da ga ni več. Včasih se zdi, da se takšnim veseljakom in ljudem, ki zrejo tako pozitivno v življenje, ne more nič hudega zgoditi. Pa se. In to mnogo prezgodaj. S Koradom sva mu zapela pesem v slovo, zraven pa so tekle solze. Mnogokrat mi je v mislih, tako kot verjamem, da se nanj spomni mnogokateri Slovenec. S Koradom sta bila sinonim za dobro zabavo, njune pesmi pa se pojo skoraj na vsaki zabavi. Želel je, da bi odšel na odru. Tako se je tudi zgodilo. Želeli bi, da bi se mnogo kasneje, saj bi lahko dal slovenskemu narodu še mnogo več. Kjerkoli pa je zdaj, sigurno skrbi, da dobra volja in glasba nikoli ne zamreta. Pri koncu današnje oddaje smo. Hvala za vašo pozornost. Preden se poslovim od vas, vam polagam na dušo. Vsem na tem svetu je čas na zemlji kratko odmerjen, zato bodimo ljudje v pravem pomenu besede. Naj nam bo vodilo v življenju vse tisto, kar je vredno besede človek. Kajti, ko pride naš čas, ne bo pomembno nič drugega kot naša mirna vest.
Rodimo se, da bi se učili, nato pa se zopet vrnemo domov v duhovni svet. Pojavni svet je le učilnica, v katero se znova in znova vračamo, dokler ne razumemo vsega, dokler se ne zlijemo z božanskim izvorom vsega. Nasvidenje.